Ta trenutek je daljno sonce poslalo svoj prvi žarek na dvorišče in po njem se je razvila prelepa svetloba. Sredi te svetlobe je stala mati, prečudno lepa in vsa ožarjena, kakor prikazan iz nebes. S polnim naročjem cvetlic sem planil potno in ji zmagoslavno zaklical. Mati, solzice. Topil sem se od same sreče in neizmernega zadovoljstva. Materin obraz je prekril blažen smehljaj in presrečna je stegnila roke za solzicami in jih nesla k licu. Še preden pa je mogla vsakati nek sveži opojni vonj, so se njene oči povesile na me. Kaj pa ti je povdič, da se jo učiš? Moje oči so bile polne težkih solz, zaradi premagane strahu, ki pa jih svojem zmagoslavju nisem čutil. Mati je spoznala moje veliko žrtev in me rahlo in nežno pogložala pod sebe. Pred 20 leti se je izpolnila želja ustanoviteljice društva Mojce Potočnik. Prebudilo se je novo kulturno društvo. Kulturno društvo Svitanje. S prvimi prireditvami so zasijali prvi sončni žarki in podprli ime novo ustanovljenega društva. Kot je mati vesela svojega otroka, ko ga rodi in prvič sprejme v naročje, tako ga se ga je razveselila in z njo kar nekaj somišljenikov, ki so si želeli, da se mesto Ravne z okolico kulturno prebudi. Društvo je imelo visoko zastavljene cilje in vizijo, da združi čim več ljudi, da postanejo aktivni, se vključijo v kulturno delovanje, da dobijo možnost predstaviti se in seveda, da imajo gledalci in poslušalci možnost pogledati si in poslušati koncerte, predstave in druge prireditve. Članstvo v društvu se je spreminjalo, tudi število članov. Iz začetnih 3 sekcij se jih je razvilo 7. V društvu sodelujejo vse generacije, od otroškega zbora, otroške dramske skupine do odraslega pevskega zbora, kolednikov in odrasle gledališke skupine. V sekciji Hudourniki delujejo osnovnošolski otroci, dijaki in študentje. V sekciji Brančur pa dijakinje in študentke. Če danes pogledamo naše Ravne in vse kulturno dogajanje na odri, si lahko samo zaploskamo. Koliko kulturnih društev je zraslo, koliko dejavnosti, nastopov, prireditev se dogaja, da sploh ne tegneš več obiskati vseh kulturnih dogodkov, ki se v kraju zgodijo. No, pa saj si lahko vsakdo izbere tisto, ki si živi in mu je blizu. V kulturnem društvu Svitanje smo veseli, da je naša majhna iskrica pripomogla k velikemu kulturnemu plamenu na Ravnah. V 20 letih delovanja našega društva smo naredili veliko.
Ponosni smo na to, kar nam je uspelo. Naše društvo vsekakor ni le prvi svit, majhen žarek. Verjamemo, da se je razširil v lep, soncem obsijan dan, ki s svojimi prireditvami in dejavnostmi ogreva sodelujoče ljudi in tudi svoje zveste poslušalce ter gledalce. Verjamem, da bi lahko naredili marsikaj drugače. Zato je naša pot. Ponosni smo na vse opravljene delo, na vse vaje, vse koncerte, prireditve in organizacijo le-teh. Ob 20-letnici delovanja društva smo si podarili prav posebno darilo. Zbornik, knjižico, ki prikazuje naše delo od ustanovitve skozi vsa leta delovanja. Vsaka sekcija je predstavljena na svoj način, odvisno od avtorja posameznega dela, kako si je zastavil nalogo in jo tudi opravil. V mešanem pevskem zboru župnije Ravne sta pisala Jože Potočnik po kronoloških zapiskih Monike Plestenjak in Ivan Večko, o brančurju Liljana Rojko, o hodornikih Ana Potočnik, o ravnskih poletnikih Jože Potočnik, o gledališki skupini Cvetka Kramberger, o mlajših poletnikih in malem cvetu Marija Blekoščnik. Delo vseh skupin je prikazano kronološko, za kar je zaslužna tajnica društva Tanja Maurel, ki je marljivo pregledala poročila in zapisnike sestankov in sestavila kronologijo. Besedilo je v celotnem zborniku obogateno s fotografijami iz arhiva društva. V zborniku je zbranih več kot 40 zapisov posameznikov, nekdanjih ali sedajnih članov kulturnega društva Svitanje. Ponosna in vesela sem, da se je toliko ljudi odzvalo mojemu povabilu, kajti želela sem, da bi ta zbornik prikazal delovanje in sodelovanje večjega števila ljudi in to nam je uspelo. V uredniškem odboru smo se trudili, da bi spravili čim več podatkov in vam jih prikazali. Najbrž nam je kakšen podatek prišel, saj 20 let je lepa številka in z njo veliko prireditev in sodelujočih. Vsekakor pa smo prepričani, da smo se potrudili po najboljših močeh in se iskreno opravičujemo, če je bil kakšen podatek nenamenoma izgubljen in ni zapisan. Iskrena hvala vsem, ki ste prispevali svoje prispevke. Posebna zahvala tajnici Tanji Maurel, Jožetu Potočniku, Cvetki Kramberger, Liljani Rojko, Mariji Prikočnik in Jožici Ruprecht za pomoč in pripravo materijala za zbornik. Simoni Šuler-Pandev in Koroški v srednji knjižnici dr. France Sušnika za pripravo bibliografije. Posebna zahvala pa gre lektorici Andreji Čipron-Kotin za opravljeno obširno lektorsko delo, Silviji Rednik za oblikovanje ter tiskarni format, film in gospodu Radu Žanžeku za tiskanje. Zelo smo veseli in ponosni, da nam je uspelo tako bogato delo, ki bo ostalo našim zanamcem, pa tudi nam v vodu, da ne smemo zaspati, naše sonce še dolgo ne bo zašlo, če ga bomo znali kulturno bogatiti. To pa je tudi želja za prihodnost. In začel pod okriljem društva delovati s prvo pod imenom Otroški zbor župnije Ravne. Ime Mali cvet pa si nadel v letu 2008 na pevskem vikendu na Svetem Primožu na Tuzenico po naslovu pesmi Mali cvet prinaša ti Marijo. Njegova umetniška vodja je bila vsa leta Marija Prikržnik, razen v letu 2016, ko je vodenje prevzela Ana Potočnik. Zborček običajno šteje 15 do 25 pevcev. Poleg petja pri bogoslužju zborček nastopa še na drugih prireditvah.
Tako smo ga lahko slišali na koncertu Luč upanja, na odru kulturnega centra v Materinskem dnevu, pri miklavževanju v cerkvi in na različnih lokacijah na prostem, na zadnje na odru pred kulturnim centrom v sodelovanju z ZTŠ-tem Ravne ter ob prihodu Božička pri trgovini Šparni. Zborček večkrat gostuje v sosednjih krajih, v Mežici, v Črni, na Šentanelu, na Prevaljah, v Kotljah in v Dravogradu ter v Postojnski jami ob živih jaslicah. Petje zborčka večkrat popestrijo mladi instrumentalisti, ki jih gospa Marija povabi k sodelovanju v različnih priložnostih. Mlade pevke in pevci se družijo tudi na pevsko-duhovnih vikendih, ki se običajno zaključijo s koncertom. Ob koncu sezone pa se udeležujejo še zasluženih zaključnih izletov in piknikov. Mladi pevci pa v okviru kulturnega društva Svitanje že 15 let razveseljujejo s petjem in glasbo. Na oder torej vabim otroški pevski zbor Mali cvet, zborovodkinjo Marijo Prikržnik. Zapeli nam bodo dve pesmi, Oče življenje si mi dal in Stvarnik. Si mi dal,
naučili igrati flavto? Če se boste pridno učile, boste tudi vi lahko postali uspešne kot priznani glasbeniki, ki nastopajo na koncertih hudournikov. Decembra 1996 se je v glasbenem domu zgodil prvi koncert mladih. Izvir prvega hudournika. A to ni tisti divji, razdiralni hudournik, ki s hriba strmega v dolino plane, z vročimi valovi vije, kar se mu zoprstavi, se ne ugane, kot je zapisal Prešeren v Krstu pri Savici. Temveč je urejen izraz umetniške moči, speljane v struge umetnostih pravil. Bil je zelo lepo sprejet in dobro obiskan. Pri njegovi pripravi pa sta sodelovala eminentna koroška glasbenika Stanko Arnold in Oto Vrhovnik. Ustanoviteljica koroškega gibanja za ustvarjalnost mladih je bila gospa Mojca Potočnik, ki pa je vodenje mladih hudournikov že zgodaj predala v roke hčerki Ani Potočnik. Tako je Miklavžev koncert hudournikov postal tradicionalna prireditev. V pomladnih mesecih pa se zvrstijo še spomladanski, predtekmovalni, predmaturitetni ali preddiplomski koncerti domačinov, ki zaključujejo šolanje na srednji glasbeni šoli ali akademiji za glasbo. Na koncertih je zaigralo veliko število glasbenikov, se predstavilo plesalcev, literatov in likovnih umetnikov. Veliko med njimi je poklicnih umetnikov, glasbenikov. Z organizacijo koncertov je bila marsikomu dana priložnost za nadaljnji razvoj, bodisi na poklicni ali amaterski poti. Vsekakor pa je dobil možnost, da se je predstavil doma, na domačem odru in pred domačim občinstvom, ali v glasbenem domu Pihalnega orkestra železarjev Ravne, v dvorani Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika ali pa v dvorani Kulturnega centra Ravne na Koroškem. S plesom se bosta z duetom Pizzicato predstavili Manca in Klara Strničnik. Kot solist bo Strobento zaigral Anej Gorenjak ob spremljavi Petre Delopst. Cvetka Kronberger bo ob spremljavi Matjaža Marinča zapela dva slovenska evergrina, Prodajalka vijolic in Bele rože iz Aten. V skupni točki hudournikov pa bodo zaigrali Neža Vrbovšek, Zarja Pšeničnik, Jaš Završnik, Vito Robnik, Jaka Ikovic, Anej Gorenjak, Jošt Iršič in Petra Delopst. Zaigrali bodo Dan ljubezni v priredbi Grege Kovačiča.
Sedaj pa na odru vabim župana občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena, da nam spregovori. Lep pozdrav vsem prisotnim v imenu občine Ravne na Koroškem, vas vse lepo pozdravljam. Spoštovana predsednica Ana Potočnik, spoštovana bivša predsednica, mislim, da gospod Cvetka Kramberger, ki poje, Marija Prikežnik, se pravičujem, spoštovani bivša in zdajna predsednica, spoštovani vsi člani, sedajni člani seveda društva Kud Svitanje in seveda vsi, ki ste do sedaj delovali v tem društvu in ste menda tudi v velikem številu v dvorani. Vsem skupaj seveda čestitam v vašem 20. rojstnem dnevu. Vidim, da ste zelo vitalno, zelo mlado, zelo energijsko društvo. Letos naravno praznujemo kar nekaj obletnic, to da vidim seveda, da je vaše društvo izjemno dobro. Do sedaj je pustilo velik pečat na kulturnem področju pri nas in upam, da bo tako tudi vnaprej. Čestitam seveda sedanji predsednici za vse prostovoljno delo, ki ga vlaga, tega ni malo, tudi zbornik, ki je kar zajeten, priča o vašem zelo dobrem in izjemnem delu. Upam, da boste tudi naprej še puščali takšen pečat, ko ste ga pustili do sedaj v naši občini. Hvala. Med novim letom in praznikom svetih treh kraljev 3 do 5 skupin okrog 20 otrok obiskuje domove. Obiščejo okrog 150 družin po Ravnah in okolici. Oglasijo se pri tistih, ki imajo željo, da jim koledniki prinesejo veselo novico, voščilo in blagoslovijo dom. Ravenski mlajši koledniki so za to priložnost izbrali kolednico Dober večer vam Bog daj. Ta je postala del njihovega običaja, ko pri hiši zapojejo, izrečejo voščila in lepe želje, blagoslovijo in naredijo napis na vratih. Poleg tega, da skupino obiskujejo domove, večkrat na različnih prireditvah prikažejo ta običaj. Zadnja leta ga prav na praznik svetih treh kraljev 5. ali 6. januarja v sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport in mladinske dejavnosti prikazujejo na trgu v Partizanski ulici. Na Ravnah se je začelo koledovati v 60. letih prejšnjega stoletja. Skupina se je ustanovila na pobudo Ivana Jeromla, ki je edini član, ki deluje ves čas in vsa ta leta tudi vodi. Pesem Trikraljevsko kolednico je gospod Jeromel prinesel iz svojega rojstnega kraja Mislinje, kjer so z njo koledovali že v času njegovih mladostnih let. Ob ustanovitvi kulturnega društva Svitanje 1997 so se ravenski koledniki priključili in razširili svojo dejavnost. Začeli so prepevati tudi v drugih priložnostih, rojstnih dnevih, godovih, obletnicah, dobrodelnih koncertih, občinskih prireditvah, porokah, mašah, družinskih praznovanjih, pri propagandah za volitve in okroglih obletnicah ter pogrebih. Njihov glavni namen je ohranjanje starih običajev, kot je trikraljevsko in svečansko koledovanje, po čemer so si nadeli tudi ime. Vsako leto okrog praznika svetih treh kraljev koledujejo v domačem kraju in drugih krajih na Koroškem. Redno obiskujejo domove starostnikov na Prevaljah, v Črnečah, Slovenj Gradcu in v Šentjanžu ter Slovenjgraško bolnišnico. V tem času s koledovanjem obiščejo do 50 družin,
več cerkva in do 15 ustanov ter podjetij. Koledniki svoje delovanje kljub naporu ohranjajo, saj jih razveseljuje spoznanje, da jih ljudje veselo in dobrovoljno sprejmejo, darujejo za misijone ter obdarijo z domačimi dobrotami. Zapeli bodo torej ravenski koledniki v zasedbi Ivan Jeromov, Frank Merkač, Rudi Merkač, Jože Potočnik, Mirko Rožek in Drago Rudel. Ljudsko pesem Treh kraljev, Uroša Kreka se že svita Boden in Mitje Šipka ter Monike Plestenjak, Uršla Gora.
zvezdice na goro, rogam se pod steno hiti, spomini hitijo za njimi, se ti se domača glasi. Oj, Uršlja gora, ti si moj dom, ti včas zapoje kotulski zvon. Se rose tvoje in tiči glas, naročje tvoje povabi nas. Pod vrhom se javec prekaja, začuje prav rakev šepet, življenje se novo poraja, oblak zacvetila bo spet. Tam gori na vrhu planine, še Turšeca v soncu kipi, in ruševecov svetli vabi, se putke in dobre ljudi. Oj, Uršlja gora, ti si moj dom, ki včas zapoje kotulski zvon. Se rose tvoje in tiči glas, naročje tvoje povabi nas. Ko sonce zaide bogatstvo in moč, dolino kotulsko pokrila bo noč. A v srcu na goro bo živel spomin, ker zemlje koroške sem sin. A v srcu na goro bo živel spomin, ker zemlje koroške sem sin. Na oder vabim gospo Jožico Pušnik z Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti območne izpostave Ravne, da podeli priznanja. En lep dober večer v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Ravne. Iskrene čestitke kulturnemu društvu Svitanje za njihovo 20-letno delovanje. Kot smo že do zdaj lahko videli, imajo zelo veliko sekcij, zato imam tudi kar zajeten kup priznanj. Zdaj prosim, da najprej bi podelili Galusove bronaste, srebrne in zlate ter častne Galusove značke. Sklad to podeljuje za več kot 5, 10, 15 ali več kot 30-letno delo na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti. Pa začnimo kar z Malim cvetom. Čeprav so še mladi, pojejo nekatere deklice in tudi fanti že več kot 5 let. Bronasto Galusovo značko prejme Maruša Dolinšek. Potem prejme bronasto tudi Nina Hudra. Bronasto prejme Luka Lešnik. Potem tudi bronasto Alja Straže. Vokalna skupina Brančur prav tako prejmejo bronaste Galusove značke, in sicer Ana Podržavnik, Arjana Rojko, Eva Mager, Gaja Mlakar, Marija Štriker,
Nina Magel. In še ena bronasta Lit Pavše. Zlato Galico označko pa prejme Liljana Rojko. Zdaj je na vrsti mešani pevski zbor Župnije, ki prejme bronasto Galico označko Margarita Jakob. Prav tako bronasto Martin Sarjaš, Tatjana Drabushaja, potem bronasto Zala Dvoršak, srebrno Galico označko prejme Franja Pavrič, srebrno Ivica Breznik. Prav tako srebrno Nina Grošelj Bricman, srebrno Valerija Kotnik. Imamo še zlate. Zlato Galico označko prejme Marija Prikržnik. Zlato prejme Jožica Ruprecht. Še zlato Jerneja Enci. Zlato Irena Havle. Zlato tudi Alenka Nerat Rože. Častno Galico označko prejme Vlado Mihin. Častno prejme tudi Brigita Mager. Častno Galico označko prejme tudi Ivan Večko. In še ena častna Anton Piser, če je tukaj nekaj, kar pozdravim. Jaz iskreno čestitam vsem dobitnikom Galicovih značk, kjer jih danes ni tukaj in bojo predsednica to izročila. Jaz upam, da bo kulturno društvo Svitanje še naprej tako plodno delovalo kot doslej in vidimo, da imajo zelo veliko mladih, kar si želijo najbrž vsa društva in uspešno delo še naprej. Hvala lepa. Jaz sem samo Galice podelila, pozabila smo na gledališko skupino, ker sem odložila in smisla, da sem končala. Bronasto Linhartovo značko, to se pravi za gledališko področje, pa prejme Simona Franc. Bronasto prejme tudi Jožica Ušnik. Bronasto Linhartovo prejme tudi Jože Potočnik. Srebrno Linhartovo značko prejme Vika Pisar. Srebrno Linhartovo Mojca Merkač. Prav tako srebrno Ivica Breznik.
Zlato Linhartovo značko prejme Lojzka Strničnik. In zlato Linhartovo značko prejme tudi Cvetka Kramberger. Seveda vse čestitke veljajo tudi tem dobitnikom in mislim, da bomo še videli naše gledališčnike, kako so pridni. Hvala lepa. Na oder ponovno vabim recitatorja Jožeta Potočnika, slišali bomo odlomek iz Cankarjevega Kurenta. O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama. In je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je imel lepoto, ko je trosil po zemlji, od shoda do zahoda. Šel je mimo silnih poplav, pa se ni ozrl. Puste leže tam in zorov nebo s slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo celo perišče lepo. Razsujo je na vse 4 strani, od Štajerskih Goric do strme Tržaške obale in od Triglava do Gorjancev. In je rekel, veseli ljudje bodo živeli to. Pesem bo njih jezik in njih jezik bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in obrodila. Zrasla so nebesa po Triglavu. Oko, ki jih ozre, obstrmi ob tem čudom Božjim. Srce ustrepeta od same sladkosti, zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino. Veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kar je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki in pravijo tudi, da milozvočnejši in bolj pripravni za vsak dan vrata. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja iz zemlje same zveni, kakor velikonočno potrkavanje. In zvezde pojo, ko se na svoji svetli poti ustavijo in se ozrejo na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz vsega srca. Najštevilčnejša skupina v kulturnem društvu Svitanje je vsa leta mešani pevski zbor Župnije Ravne. Zbor šteje okrog 30 pevcev, ki se enkrat tedensko po 2 uri srečujejo na vajah in katerega osnovno poslanstvo je petje pri nedeljskih mašah in ob cerkvenih slovesnostih. Na orglah, ki pevce spremljajo v bogoslužju, se je zvrstilo že kar nekaj talentov. Prva zborovodja gospa Monika Plestenjak, Matjaž Marinč, Zala Pavše in Tatjana Dragosavskaja, ki je sedaj tudi pevovodja mešanega pevskega zbora Župnije Ravne. Pred letom dni je delo predala dolgoletna vodja, profesorica Nina Grošelj. Pevci radi zapojejo skupaj tudi posvetne pesmi, so glavni člen večera pod lipo. Na predvečer dneva državnosti zapojejo narodne pesmi na Rečnikovem vrtu pod lipo, skupaj z drugimi obiskovalci. Ob tej priložnosti izdelajo pesmarico narodnih pesmi, katero obiskovalci prejmejo, da lažje zapojejo z njimi,
po prireditvi pa jo lahko odnesejo s seboj domov. Tako želijo krepiti in ohranjati znanje in petje narodnih pesmi. Sodelujejo še na reviji Od Pliberka do Traberka, na Antonovem koncertu pesem v čast Ceciliji, zavetnici petja, na revijah dekanitskih pevskih zborov, gostovali so že po Sloveniji in zunaj nje. Vsako leto pa gredo tudi na enodnevni izlet po Sloveniji, kjer z veseljem zapojo, da zadoni iz njihovih grl. Danes pevci mešanega pevskega zbora Župnije Ravne zaradi odsotnosti večjega števila pevcev ne bodo nastopili. Otroški pevski zborček Brančur se je v svojem 21-letnem delovanju preoblikoval v mladinsko vokalno skupino Brančur, ki ga svojo zavzetostjo, ljubeznijo do mladih in do glasbe vodi gospa Liljana Rojko. Od začetka delovanja pa do danes je v zboru sodelovalo več kot 40 pevcev. V obdobju od 2005 do 2011 sta delovala kar 2 Brančurja. Starejši pevski zbor, ki je štel od 8 do 10 pevcev v starosti od 8 do 15 let in mlajši zborček od 8 do 10 pevcev v starosti od 3 do 7 let. Zadnjih nekaj let je v zboru sodelovalo 8 pevk, ki jih je na kitaro spremljal Vid Pavše. Poleg petja in igranja je v zboru prisotna mladostna razigranost pevcev in pozitivna energija njihove pevovodkinje. Skozi vsa leta zbor Brančur sodeluje na prireditvah Kulturnega društva Svitanje, akademiji ob materinskem dnevu, Miklavževem koncertu hudournikov, pesem v čast Ceciliji, obletnice Kulturnega društva Svitanje, na ravenskih dnevih, na dobrodelnem koncertu župnijske Karitas Luč upanja, na srečanju vaščanov na Dobrijah, na Moštni Dečvi, na Prevaljah in ob različnih dogodkih, rojstni dnevi, obletnice, poroke, predstavitve knjig, na obletnicah različnih društev, v domovih starostnikov in še bi se kaj našlo. Od leta 2007 dalje pa vsako leto junija pred počitnicami torej pripravi zaključni nastop v gostilni Brančurnik. Zapeli bomo pesmi Leonarda Cohena, Aleluja, Boža Kolariča, Koroško srce, ter Vinka Clarka, Mnogo sem prehodil poti. Alleluia.
nadaljeval, ampak medtem, ko se pripravijo, bom jaz povabila še nekaj ljudi na oder, ker se nam v kulturnem društvu zdi prav, da mogoče ljudje, ki so večkrat zapostavljeni oziroma niso izpostavljeni, da se jim mogoče danes na tem mestu zahvalimo. Izdelali smo tudi posebna priznanja z našim simbolom. Jaz prebrala bom vse, vem pa, da nekaterih ni tukaj. Torej, Kulturno društvo Svitanje podeljuje priznanje gospe Moniki Plestenjak za požrtvovalno 10-letno vodenje mešanega pevskega zbora Župnije Ravne in za dosledno vodenje kronike. Za vzorno ohranjanje in vodenje koledniških običajev. Vsak član dobi tudi svoj. Priznanje izrekamo tudi gospe Brigiti Mager za dolgoletno dosledno vodenje računovodstva Kulturnega društva Svitanje. Priznanje izrekamo tudi gospe Mariji Prikržnik za dolgoletno predsedovanje našemu Kulturnemu društvu Svitanje. Za dolgoletno skrbno vodenje računovodstva našega Kulturnega društva Svitanje. Priznanje tudi Nini Grošelj-Bricman za dolgoletno vodenje mešanega pevskega zbora Župnije Ravne ter za igranje na različnih koncertih. Priznanje izrekamo Tanji Maurel za dolgoletno prizadevno delo v Kulturnem društvu Svitanje, predvsem na aranžerskih področjih. Priznanje tudi Liljani Rojko za 20-letno vzorno vodenje vokalne skupine Brančuk. Tudi gospe Jožici Rupret za dolgoletno prizadevno delo v Kulturnem društvu Svitanje. Priznanje izrekamo tudi gospodu Marjanu Rupretu za dolgoletno prizadevno delo v Kulturnem društvu Svitanje. Kramberger za 17-letno vodenje gledališke skupine ter za izvedbo 2 solističnih koncertov. Priznanje izrekam tudi Jožetu Potočniku za dolgoletno upravljanje podpredsedniške funkcije in za prizadevno delo v Kulturnem društvu Svitanje.
Priznanje izrekamo tudi Ani Potočnik. Za izdajo zbora. Mislim, da je sedaj pravi trenutek, da če želi kdo spregovoriti par besed društva, da to stori. Če smo malo počasnejši ponavadi, ampak jaz sem danes bil zelo hiter. Ker bi rad nekaj upravil, kar mislim, da se zelo spodobi, in sicer, da se zahvalimo vsem našim dosedanjim predsednikom društva Svitanje, ki so trmasto, vztrajno, prizadevno, uspešno vodili naše društvo. Seveda, žal med nami danes ni ustanoviteljice oziroma pobudnice in prve predsednice Mojce Potočnik, ampak verjamem, da so imeli danes v nebesih direkten prenos, online, streaming, iz naše dvorane in da je Mojca navdušena. Upam, da sta med nami tudi dva predsednika, ki sta bila med vsemi predsednicami, in to je Rok Kotnik in pa Alojz Pori, ki sta tam, ki jaz vaja ne vidim, ampak lepo pozdravljena. Da
Zagotovo, ker so tukaj med nami dve predsednici, prejšnja predsednica Marija Prikržnik in pa aktualna predsednica Ana Potočnik. Torej, vsem predsednikom lepa hvala z enim aplavzom, ki ga boste pa dali z njim. Te rože sem pa prinesel za Ano, za njeno prizadevno delo, za organizacijo današnjega večera in pa seveda za silni trud, ki je vložila za pripravo samega almanaha. Torej, Ana, pridi, da te še jaz objamem. Bom jaz prevajal društvo Trojanska reka, gošči, ne vem pa, ali bo korajžna, da bo dala tudi objem in poljub, ne? Kaže, da drugič, ali pa zavodal. Prijetno dožnost imam, da jaz vam voščim na svojim in vašem prazniku. Res lepo, prav mi je, da sem malo zamudil, da nekdo uro narobe povedal. Namreč naš predsednik je odsoten in imel namen je tam, kjer se je nekaj zgodilo, izhudil, nekaj drugo stvar je, pa sem jaz tisti. Torej, res iskrene želje, da bi vse to, kar danes smo še radi počeli naprej. Lepo je gledati to mladi. Jaz sem sam nekaj malo z muziko zvezan, pa vem, kaj to pomeni človeku, ko se enkrat v te vode proda. Krasno, lepo petje in lepo razsega. Torej, še veliko dobrega dneva, programa. Jaz opravičujem našo predsednico, gospod Ireno Oder, pooblastila me je, da vam v njenem imenu in v imenu vseh sekcij Kulturnega društva Prežih Voranc čestitam k vaši 20. obletnici in vam želim še veliko elana, ki je potrebno za tako uspešno delo. Glede to, što pokojeni se ljubim čestito, da še dolgo prepevali, igrali, še dolgo stili. Prinašam tople pozdrave iz Črne od Kulturnega društva Franc Piklo in od Mešanega društva zbora Župnije Črna. Iskreno čestitam za to tako lep in uspešen program, ki ste ga danes pripravili in za vso delo, ki ste ga opravili v teh 20 letih. Želim vam še obilo uspehov, obilo navdiha, da bi to kulturno društvo še naprej sijalo tako lepo. Čestitam. Izkoristila. Torej, danes ste že tekom cele prireditve slišali nekaj o zborniku, o almanahu. Torej, mi smo se res trudili, vložili veliko ur, dnevov, tudi prečutih noči, da je to nastalo. In včeraj zvečer nam je uspelo, da smo dobili v roke. Res se moram še enkrat pohvaliti, da je, mislim, da 47 ljudi prispevalo vsak svoj prispevek. Zapisalo kakšen spomin izpred 20 let ali pa nekaj vmes. Noter je res tudi kar bogato opremljeno s fotografijami in jaz mislim, da je zanimivo za vsakogar od nas, ko smo danes tule v dvorani.
smo se odločili, da ne bomo črtali stvari, je iz tistih naših začetnih, ki smo predvidevali 60 do 80 strani, zraslo na 136 strani. In zaradi tega smo se odločili, da čisto deliti tudi ne moramo, tako da se priporočamo za kakšen prostovoljen prispevek in ob koncu prireditve bo zunaj bojo člani našega društva, ki bodo delili almanake. Cvetka Kramberger je ustanoviteljica in režiserka gledališke skupine Kulturnega društva Svitanje. V njej sodeluje pisana druščina amaterskih igralcev, dijaki, študenti, starejši občani, vse do upokojencev. Za svoj program izbirajo komedijo. Skupina je začela na odru razveseljevati leta 2000 s predstavo Rudija Mlinarja Past. Zvrstilo pa se je že dosti predstav. Boing, Boing, Trupla v kleti, Podlaga za srečo, Kadar se ženski jezik ne suče, Moja družina, Dnevi naše sreče, Čudežna brivnica in vedež, Upanje na srečo, Sreča na kredit, Dve tatici, Upori jezne gospodinje, Jaz sem pa tako fina, Ena se mora poročiti, Brez zajtrka in Škaf. Že iz naslovu predstav lahko slišimo, da želijo člani gledališke skupine predvsem posrečevati in nasmejati ljudi, kar v današnjem času še posebej potrebujemo. Gospa Cvetka Kramberger še posebej poudarja, da predstave nastanejo z voljo in sodelovanjem, tako igralcev kot tudi pomočnikov, ki poskrbijo za pripomočke in vse potrebno za predstavo. Halo, draga, a si doma? Halo, draga, očitno je še ni doma. Včasih ima tudi treba kaj narediti. Doma, pucar. Plače smo tudi že govk. Sam, drugega žene ni doma, jaz pa kar pico naročil. Halo, ja. Ja, eno pico bi imel za dom. Eno margarito, ja. Brezu E15. Tretjo na strop je rev. Ja, v redu, pa hitro, ko sem ful laž. V redu, jo, adijo. Kakšen dan. Ta politika me bo enkrat ubila. In to je nevzdržno, no take napete seje in sestanki. Hvala Bogu, da je dan zadnji dan in da bo vikend. Kdaj si pa ti prišel? Zdravo. Dobro, da si doma. Ja, malo pred tabo sem prišel. Spremti smo tudi danes prej končali, ja, ma le petek. Pa vidiš, si
že malo brak pobrisal. A se slučajno ti lančna? O, še to. Sme pico na noč. Fajn, super. Ja, malo sosednji, no, bomo poklepetala, ko se nismo cel kedno videla. Ujdi nas uničena, če bez tebe malo smo sjeli. Daj, lepo to si malo. A veš, kako težko je sedeti cel dan v tem parlamentu. Poslušati tiste napete seje teh pametnih poslancev, ko tek samo govorijo in sploh ne vejo, kaj mlatijo, prazno, sladkijo, imajo glavo. Kaj papiru, pa mak čisto nete. A ste pa odtegnali vse predelati? Pa ni še to vse, še po mailu, pa po Facebooku me bojo poslali. O čem si pa ti danes debatira? A, nisi vse zapomnila? Jaz sam malo preberem teko, da lahko debatiram. Ostalo tako, da drugih zvempov melejo in melejo. Eni so neumorni. Ja, res je. Čuj, kako ste vas kaj dorečili? Če ti v pravici povem, nismo pa omogočili prost prehod na Japonsko. Dali smo ji novi potni list, novo ime in priimek. In to veš, kak kura, ki ful krade. To smo ji pa še dali balkona in ona se pa preda policiji. Se je pa zaprta. Samo jaz te ne vem, pa ima ključ znotra ali od zunanje strani. Kura, ki ful krade. To bi se bila po Koroško rekel kradljiva kura. Ja, tak nekot bila rekli kradljiva kura. Koma diham, še te štinge, što bo mene v grob spravilo? Še to ni za moje noge. O, dober dan, otroka. Tvoja mama. Moja mama. Dan, otroka. Daj zet, jedi vonta pa plači taksisto. Pa prenesi kovčke noter, ko vidiš. Jaz se ne idem dinarja. Veliki imam dinarja. Veš ne bo, draga taškica. Že od prejšnjega nenapojnega obiska, ko ste kar k nama prileteli, mi niste vrnali denarja. Što pa ne bo toga? Tak si bo že počakal zuna, da ne ide tudi denar rešiti vaših trgov. Što pa ne bo držalo? Vse si ti vrnava do zadnjega dinarja, da veš. Je tu on da no pa plači taksisto, pa če ne najde. Če pa že nočiš plačati, pa se jedi on da pa kovčke noter prinese. Še te štinge bojo ja mene ubele. Mrva bi se mlatu prikličijo, ali pa si namisli klip. Ja, gre kar tak mama. Kim Količa, draga tačka. A ste se v domu odselili, ali kako? Pa vam ste ne četi kovčka, da je tek težko. Mama, ti si šla zdaj od doma, pa si poslata na samega, a pa te nič ne skrbi za njega. Njega tudi ne skrbi za mene. Cel dan je tam na biljardu pa v gostilni. Pa cel dan je samo tam njega, čist nič ne briga. Me načejo pogledaj, pa še vedno ne. Pa sta se spet skrila. Pa ne dam čete kovčke. Pa nimamo kaj placa ne stanovanja. Edino na balkonu slaka. Ne, na verando, kar v cimer iznose. Ta velikega pa nesi v povilju, so piskri letna. Piskre si prinesla. Ja, mama, da te je zmešalo, da nosiš piskre sem. Pa no, tebe je pa najbrž neka piknost. A veš ga, tudi tvoji piskri. Tvoji piskri se še pica noče skuhati. Ja, ti kar nesi to tam, jaz sama zložila to iz kuhiji še te piskre ven. V tiste vajene polprazne police. Čujga, pa majte, što jaz pa v njem nosu netno sobe. Čirka, s kom si se ti uželjila? Kak si mala? Mi, naša familija, mi imamo pedigre. Ne platano, po mene. Moja familija je stara meščanska familija z rodovnikom. Idu iz 12. stoletja. Ja, draga taška. Vaš pedigre. Tudi naš popki. Pa muri imata pedigre, draga taška. Čirka, s kom si se ti uželjila? Vse čakre imaš
uničene že. Daj, sedi se, pa te jaz malo zmasirala, no. Če ne te bo še ta politika čisto uničila, no. Lepo čara. Iskali slabo energijo in odganjanje. Čire čare, abrakadabra, zopernica čare. Abrakadabra, čakre, aure, gor, dol. V taščovo sonce človek res ne more gledati. Žirka, kje imaš ti še te slabe energije? Še to mrn spreti iz tebe. Ker ded pa politika te bo te čisto uničila. Kak si se malo užen z njemo? Človek brez pedigreja, mi pa meščanska familija. Moram te to energijo spreti iz tebe. Samo ne v mene, draga tašča. Ker sami umejte, dajte tiste kufre netne. Povedite že kot zoprnijo, klik na moč. A si plačal taksistu? Nisem plačal. Zuna čaka. Pa tudi to, da vas čaka, boste mrli plačati. Tak se vete teče. Pa daj, no pa če ne najdem gnarja, imam tu tako torbo pikola, imate 7 pedalov, kar kaj ne najdem. Ja, končno, gled. Sem našla denarnico. Na plači taksistu, no. Mama, veš kak? Zakaj si ti zdaj prišla sem? Ne si te to svojo čarovnijo, nekam pa nekaj čaka. Pa te kufre lepo pospravi, pa jedi domov. Ali pa jedi k sinu. Samo prvo jih pokliči, če so doma. Ja, jaz pa lahko tak se zadržim, ha? Pa znosim kufre nazaj, pa da grete, sinu ali pa doma. Ka? Ne bovajo doma? Ne, sinu pa ne grem. Me snaha, tako so gleda, me hoče z očesa mi bože. Draga taška, klicat bi mrli, ne pa da ste kaj tek prileteli sem iznenada. Vi, poznate čara, bi pa jo na vaše karte pogledali, pol bi pa videli kakšna situacija. Neš ne bo taška, treba kar domu lete. Ne, domu pa ne grem, saj takoj ne. Lej, mama, tudi spat nimaš kje, vse sobe so v remontu. Zdaj znajo nebo, bojo prišli malari, pa bojo nama lepo se zmalali, pa še parket bojo brusli. A veš, res je verjetno, kaj praviš, ampak zdaj, znosi tiste kovčke na verando. Jaz od krzuna na verandi spava mahna, da bi tu ne ukrade. Ampak domu pa ne grem, saj takoj ne. A če izplačal taksistu, me vrni drobiš. Ja, tiste žisko na novo vaš dolgo zadnjič. Pa ni res, pa jaz nisem komu kaj dolžna, vse sem te dala nazaj. Ha, Šira, s kom si se ti užela? Ni te v redu, ti tako visoko študirala, po meni imaš plavo kri in... Jaz pa brez pedigreja, ali? Vi, ko ste meščanska rodbina iz 12. stoletja, verjetno so bile vaši pridniki mostiščari na Ljubljanskem bazi. Zato je pa naša kopalnica stalno zasedena prežena doma. Mi, navadni ledi, ko smo brez pedigreja, smo pa gledali v poltočki izjavki podjomski človek. Mater, imaš posran jezik, tvoja aura je to čisto razcefrana. Če bi vi naučili vašo včerko šivati, bi mi lahko zašila. Butl, aura se pa kar ne šiva. Ti imaš tu teh slabe energije, pa tak čisto uničen že. Ja, se pa ni čudno. Ko pa ga nek preletite, brez da bi poklicali, pa mahate štole, razvajate čarovnijo nad nama. Draga tešča, kaj pač naredimo doma? A bi zuna podliko spali? Ne, na verandi bi sedela. Sicer je pa bož, da grem domu. V šetih bajti je teh slabe energije. Ja, veš, če ti bajte te slabe energije, pa pravijo tek ljudi, da je boljš sam biti, pa v tek slabi družbi. Mama, res ni lepo, da si pustila Atana samega doma, no. Ja, sej, čeprav nima pedigreja, ni lepo. Se ga pustim doma. Pa se rajce peglat, moj se pa je po ženi poznam. Moja vsako jutro 3 kostime za toša, preda gre sebe dota v tisti parlament v Ljubljani. No, tako hudo pa spet ni, no. Nisem si mislila, da bo mrva je tako hitro domo. A da bo sem skuhala jesti za 3 dni, pa 3 srajce
povedati, pa zaoprati. Tako vas zmerim. Gremo. Da, tak je lej, moš kar tako lepe snov. Halo, ja, snov. Ne, boljši je. Ja, pridite na brezu, kaj 15. Pa sta veliki malo? Gospa ima veliko predlag, ja. Pa čim prej mrte, čim prej se ful mudi. Samo da se reši. Trščo pa sonce, človek res ne more dolgo gledati. Mama, najboljši je, da kar greš domov. Ma tete kufre, vse lepo pospravi na svoje mesto, a pa sploh ne bo vedel, da si šla od doma. Ja, no sej bo pa res menda najboljš, da grem domov. On tak sploh ne bo vedel, da veliko doma. On je cel dan tam biljard igral, stilnik, hrano, takrat tekoče uživa. A veš kak, čerka, ti pa ne pridi k meni, da te jaz masiram, spravim še to negativno energijo s tebe, ker če ne te bo ta pa det, pa politika čisto uničila. Kufri dol, draga tašča, vse neto na taksijo, da pa hitro gremo. Nasvidenje, otrok moj, bodi zdrava, pa pazi na sebe tam na Bledu, da bo vse v redu. Ja, nasvidenje. Mama pozdravi očeta, samo pazi, da se ne z njim prepirava, pa pusti ga naj pusti s temi prijatelji tam na biljardu, pa kaj že delajo. No, se pa tebe tudi nikoli ni doma, ko si že pri čistih družbi, kaj jih imate prvo. Če pa si že v hiši, si pa itak brezglavna, ne kar misliš, zato ker on pa čez okno klepetaš. Si moja prava političarka grada, aha? Si moja politiki, dobro lažje, da idem, ha? Kaj je? Gleda, da novo kaj spico, ha? Kaj če gre onda, ne, dobro, pa si. Ja, veš kaj možek, dragi, če jaz ne bi znala lagati. Sploh ne bi prišla v parlament. Zato, da gremo pa medla zdaj na kosilo, sem pa takoj zdaj, ko smo mamo tako lepo odpravila. No, zdaj pa gremo. Nocojšnji program zaključili. Zbornik našega društva je na razpolago v predprostoru kulturnega centra pri članih društva. Vsi pa ste povabljeni, da se po prireditvi zadržite in z nami pokramljate v pripisku in pijači. Hvala za obisk.